obrnila odgovor mečkam drugače. Sence so tisti del naše osebnosti, katerega se ponavadi sramujemo, ga mogoče prikrivamo. In hkrati je to, poudarjam, popolnoma normalen in sestavni del nas. Vsaka svetloba ima svojo senco in to je okej. Pomembno je samo, kako uravnavamo, kako vzdržujemo razmerje med obojim v sebi in nasploh v svojem življenju. Sama vedno predlagam, da vzpostavimo svojo senco neprestan odnos. To pomeni, da sprejmemo, da jo imamo, da jo spoznamo, da jo sprejmemo kot kaži pot in se z njo naučimo upravljati. Ker ravno senčne strani, torej sence, so tiste, ki nam osmišljajo svetlobo. Zaradi njih in z njihovo pomočjo se razvijamo, napredujemo. Zaradi njih lahko ocenjujemo, kje smo in kam se hočemo premakniti. Naprimer, krasna prispodoba je, predstavljajte si dolgo, sončno, vroče poletje brez zavetja. Mi pa goli. A ne, da bi nam prijali malo sence, ne? In z našim notranjim dogajanjem je enako. Torej, smiselno je, ko je uravnovešeno. Torej, ni dobra niti druga skrajnost, to, da senca prevlada. V njej nas zazebe, na dolgi rok se psihično ne počutimo dobro in na koncu, naprimer, tudi fizično zbolimo. Skratka, pod črto hočem povedati, da ne bom predolga. Prenehajte ustvarjati boje s svojimi sencami, kot ste jih mogoče malo pred tem, naprimer, svojim egom. To so pomembni vidiki naših osebnosti in nosijo svoj namen. Ne rabimo poslušati vsake novodobne traparije, ki nas sili v to ali pa v ono skrajnost.